Včeraj sta šla dva obtožna predloga zoper Katarino Kresal na sodišče, okrajno sodišče v Ljubljano, kazenski oddelek, tako v mojem imenu in v imenu Ivana Hajnška. Podlaga pa je bil sklep okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani, kjer je mojo ovadbo in ovadbo gospoda Hajnška okrožna državna tožilka Mojca Gruden zavrnila in z razlogom, kjer ga je napisala, glede na to, da dopisa Franca Kanglerja ni mogoče šteti kot pritožbo, pač pa kot kazensko ovadbo, ugotavljam, da ovadena ni opustila uradne dolžnosti, s tem, ko o kazenski ovadbi ni odločala, ker zanjo ni bila pristojna. Kar moram reči, da sem bil zelo presenečen, da ena tožilka to zapiše. Jaz sem zoper Katarino Kresal podal kazensko ovadbo za zlorabo položaja, zato ker iz mojega dopisa, ki je bil poslan 23. maja, je jasno razvidno, da vam pošiljam kazensko ovadbo v zvezi s storitvijo različnih kaznivih dejanj zoper direktorja Generalne policijske uprave gospoda Janka Gorška in ostali skupaj z bremenilno dokumentacijo. V nadaljevanju sem pa zapisal: pričakujem, da boste v skladu z veljavnimi predpisi zoper ovadene uvedli disciplinski postopek in notranjo preiskavo. Prosim vas, da me o ugotovitvah notranje preiskave obveščate. Ko je ta dopis gospa Katarina Kresal od mene prejela, bi morala v skladu z zakonom o policiji 28. členom to obravnavati kot pritožbo. In v 30 dnevih na moj dopis meni odgovoriti. Gospa Katarina Kresal pa je po 30 dnevih meni odgovorila, da je prejela moj dopis, da v spremnem dopisu izražam tudi pričakovanje, da bo zaradi domnevnih nezakonitih ravnanj zoper ovadene uslužbence policije uveden disciplinski postopek in notranja preiskava. Kar pa sve ona ni storila, čeprav je v dokumentu, ki ga je tudi ona meni poslala, priznala, da je od mene prijela pritožbo zoper policiste oziroma kriminaliste, ki so kakorkoli v moji obravnavi v mesecu maju zlorabili svoje položaje ali pa prirejali listine, da so pridobili nekatere ukrepe. Zato sem se odločil, ker mi pravni poduk daje možnost, da se zoper sklep, ki ga je podala tožilka, odločim za subsidiarnega tožilca in sem včeraj na sodišče v Ljubljani vložil obtožni predlog zoper Katarino Kresal, ker sem prepričan in tudi po posvetovanju z odvetnikom Matosom sem 100% prepričan, da so vsi elementi kaznivega dejanja in da je Katarina Kresal utemeljeno osumljena storitve kaznivega dejanja. Tudi na podlagi listin, katere je sama podpisala in mi tudi meni in gospodu Ivanu Hajnško odpisala. Je pa zanimivo, da je to mojo ovadbo, ki sem jo zoper njo podal, prav v teh dnevih bila zavržena, mogoče je pa to povezano z njenim rojstnim dnevom in je to bilo kot darilo za njen rojstni dan, ker je prav na ta dan oziroma dan pred tem, ko je bilo to spisano, praznovala svoj rojstni dan.